Mi je bilo eno vprašanje, ki je bilo tebi namenjeno. Prosim, če tisto pogledaš. Lahko značiš s kakšnimi komentarje. Ne, sem te vprašal, če je prav semiologijo pusti stati. Sprašujem te, če je to pravilno umetnostno zgodovinsko. Semiološko je prav. Ikonografsko slikarstvo, če je pa... Ne, če v tem kontekstu je okej tako reči. Nisem se mogel spomniti boljšega izraza v tistem trenutku. Ampak da so noter podobe, to je figuralno. Hvala, no vidiš. Lahko je tudi figuralno, ja. To si mislil, figuralno. Ne, figuralno je, da so prav figure, ne? Pač da je da vidiš, da je nekaj, Ja, da ni abstraktno. Ja. Kaj je umetnostno-zgodovinski pravi izraz? Je figurativno slikarstvo, če govoriš o figuraliki. Ne? Figuralika konkretno je predvsem vezana na človeško figuro, pa tudi živali in tako naprej. Če so pa predmeti, pa ni več figuralik. Ikonografsko, glavno. Ikonografsko, to so pomeni. Ja, to je predvsem recimo pač, ne vem, slika, imaš nekdo drži jabolko, to je mogoče jabolko spoznanje. To je v bistvu... Ja, se zato pravim. Zato sem pa napisal komentar, da to je iz vidika semiološkega pogleda prav napisano, iz vidika umetnostno-zgodovinske pa ne. Ni prav napisano. No, sej to. Hvala, pa mi pa dej nadomestek te besede, ka bo boljše. Ja, jaz bi si zaradi tem oziral mogoče človek prej rekel mimezis ali pa podobe. Čeprav mimezis je tudi malo zavojujoča, ker je bolj vezano po mojem na Sem napisal ikonografsko, zato ker se izhajam fulkrat iz semiologije, ker mi je to bliže. Samo sem vedel, da ikonografsko pomeni še nekaj drugega. A to lahko tudi jaz vidim istočasno. Boš malo govoril. Kaj ne zdaj s tem konjem, a ga lahko skinem? Ja, ne vem, zakaj se ga dala tja. Ker sem ti mogla pokazati. Sem ga videl, ful je čuden. Januar, najlepši mesec. Zdravo, dobrodošli v prvi epizodi druge sezone kritiškega posetka oziroma posladka v obliki podcasta. Z nama je danes vsestranski umetnik, kurator, producent in mislec Adrijan Praznik. Dobrodošel pri nama, Adrijan. Kako se počutiš? Ti je udobno? Mislim, da je fantastično. Sam zate smo te luči ugasnili. Ja, atmosfera se mi zdi, da je prava za en pogovor. Ja, zapit, vse v redu? Ja. Z vami sva tudi Jernej Čuček-Gerbec in Maša Žekš. Ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posladek, paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja vpogled v specifično, ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom. Torej nekaj, kar midva počneva in real life občasno, zadnje čase pa kar malo bolj pogosteje, pa povabva tudi goste, aktualne domače akterje na sodobni sceni. Do sedaj sta naju obiskali umetnici Ema Kobal in Petra Kurant. To lahko na kanalih, kot so YouTube, Spotify itd. Poslušate za nazaj. Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih omenimo tekom podcasta in jih bomo dali pa polinkali v opis. Torej, če ste na YouTubeu, je v opisu videa spodaj, če pa kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. No, tako na hitro o Adrijanu, če je to sploh možno. Ne? Gre namreč za eno od tistih oseb, ki v dnevu naredi malo očitno več kot 24 ur. To moš malo povedati, kako ti to rata. V glavnem, svojo formalno izobrazbo je pridobil na ALO, kjer se je prislužil titulo akademskega slikarja. Svoje znanje umetniškega uprizarjanja oziroma razstavnih postavitev in splošnega premisleka v tej sferi pa je spopolnil še na šoli za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti, to je od SCCA v Ljubljana. No in ena prelomna zadeva v njegovem umetniškem razvoju pa je bila tudi 2-letna rezidenca v Švicariji, in to je bila nekje 2020 do 2022, ki jo je zaključil samostojno razstavo in predstavitve nove usmeritve. Njegova dela smo lahko videli tako doma kot v tujini, in to na nekih več kot 90 skupinskih in samostojnih razstavah. Omenimo le nekaj vidnejših. Čas brez nedolžnosti, novejše slikarstvo v Sloveniji. Gre za skupinsko razstavo v Moderni galeriji, postavljeno leta 2019, kurirano strani dr. Marine Vovk. Martine, vidiš, se mi je zbežal v T. Naslednja je samostojna razstava poizkus postavitve v galeriji Alcatraz leta 2021 in sestrska, prav tako samostojna razstava ponovitev v galeriji Gallery. In ne nazadnje preomenjena razstava v MGLC oziroma Švicariji Where Our Hearts Have Led Us, ki je neka vrsta kulminacija tega 2-letnega raziskovanja
S tem se bomo mogoče malo še kasneje dotaknili. No, poleg svoje lastne prakse pa Adrian je pa tudi kurator in umetniška vodja galerije Simulacr v Novem mestu, ter istočasno prav tako kurator, ampak tudi producent pri platformi Cons, ki se zdaj trenutno približuje svojemu zaključku. Jaz sem ga hotel sam vprašati za en update, ker jaz tvojega CV-ja na netu nikjer ne najdem. To bi bilo full fine, ker meni včasih tako kot raziskovalc mi je fajn videti vsaj pregled razstav. Sem pa videl, da se ta številka 90 vsake toliko poveča. Kje smo zdaj približno? Jaz mislim, da smo nekje na 92 mojih, potem smo pa še nakol, to pa zdaj bolj ocenjujem, nekje med 30 in 40 recimo kuratorskih, producentskih. No in to je v zadnjih kolikih letih zratelo? Od 2014, 2015, ne? Ne, veš kaj že prej, to je po mojem že nekje tam od 2010 naprej. 2010, ja, ampak ta bolj redna produkcija oziroma redno razstavljanje po 2014, 2015, ne? Ja, predvsem bi mogoče bolj tako rekel, da nekje tam od leta 2011, 2012 naprej postanejo pač to malo bolj resne produkcije. Ne? Ja. Ker se mi zdi, da splošno v našem prostoru se je, kaj pa vem, v začetku 2000 začel pojavljati ta trend, da vse več mladih umetnikov začne razstavljati. Prej je bilo v bistvu to mesto bolj privilegirano za te, ki so zaključili akademijo, pa tudi to ponavadi še ne takoj. Ne? Kar se mi zdi, da je sicer po svoje prenese neke dobre stvari, se mi zdi, da umetniki in umetnice dobijo neke neposredne izkušnje dosti hitro, se pa istočasno na ta način tudi zgubi nek privilegij tega, da imaš malo več časa za študij, da ne rabiš mogoče svojega dela, svojih misli in tako naprej zaključiti v neko zaprto formo. Tako da se mi zdi, da je to v resnici en tak dvorezen meč. In v tem oziru bi rekel, da zagotovo ene take resnejše razstave so se zgodile tam 2013, 2014. V smislu tega, da si imel čas za premislek? Ja, mislim, tako, tudi če se navežem na mojo kuratorsko prakso ali pa tudi producentsko prakso, pa kakšne druge stvari, ki jih še počnem kot umetnik oziroma kot ustvarjalec, se mi zdi, da se začneš res dobro zavedati tega, kako kompleksen je na primer medij razstave. Ker nekaj je narediti slikarsko delo ali pa karkoli že počneš. Nekaj drugega je potem mogoče še o tem kaj povedati, napisati, postaviti razstavo, osvetliti razstavo. Tako se mi zdi, da je zelo veliko enih nevidnih stvari, ki jih mogoče na svojem začetku ne opaziš, pa so pravzaprav zelo pomembne zadeve, ker, ko bi rekel, razstava je svoj medij in ima svoje zakonitosti, ki so mogoče drugačne od nekih objektov ali pa nekih razstavnih eksponatov, ki so tam postavljeni. Ne? In tega se je dobro zavedati, je pa to majčkeno drugačna, ko bi rekel, malo drugačna logika, so neke druge zakonitosti in tako naprej. In tudi v današnjem času se mi zdi v tem pogledu pomembno to, da nekdo naredi umetniško delo ali pa pripravi razstavo, je pa na koncu tako, da se zelo veliko ukvarjamo z derivati tega. To se pravi, to, kar mi gledamo, je pogosto medijirano in predstavljeno prek socialnih omrežij, prek fotografij ali pa v končni fazi tudi tako, kot delamo, počnemo to mi danes tukaj, se o tem pogovarjamo, se ob tem objavljajo prispevki, članki in tako naprej. In to je vse en tak podaljšek umetniških del ali pa nek podaljšek razstave. Ne? Ja, se zdaj načenjaš to, ne? Ta razliko med biti kurator in umetnik oziroma mediator in ustvarjalec. Ne? Kako se to doživljaš sam oziroma kako vpliva eno na drugo? In a se ti zdi, da ti je teže biti ustvarjalec ali lažje zdaj, ker vidiš tudi drugo plat? Generalno gledano bi rekel, da so to pravzaprav prakse, ki se med sabo dopolnjujejo. Jaz bi rekel, da za vsakega ustvarjalca je po mojem dober, da slej ko prej pride do neke pozicije, kjer ima neko odgovornost, kjer mora biti, ne vem, urednik, kurator, kjer mogoče spozna to, da, ko bi rekel, mogoče to drugo plat ustvarjanja, čisto zaradi tega, ker gotoviš, koliko pomembno je v resnici to, da neke stvari predpripraviš, koliko pomembno je v resnici tudi to, da
se mi zdi, da ne moreš svojo delo spustiti od sebe na ta način, da rečeš, da bo nekdo drug to interpretiral prosto. Interpretacija je prosta. Jaz mislim, da je to zelo nehvaležno, oziroma da v tem primeru se ti lahko zgodi, da tvoje delo postane nekaj popolnoma drugega. Zato se mi zdi, da teh procesov se nekako rabimo zavedati. Istočasno se mi pa tudi zdi, da smo danes zaradi splošno nekih prekarnih pogojev dela potisnjeni v to, da upravljamo bistveno več nalog, kot so to naši kolegi počeli pred nami. Pač odpre se zagotovo neko področje, ki se jim reče, ne vem, razpisi, socialna omrežja, skratka, zelo veliko nekih nalog že prevzamemo nase, zaradi tega, ker je pač splošno narava časa tašna. Bi pa zagotovo rekel, da te izkušnje nas v enem oziru opolnomočajo. Jaz mislim, da teh časov, ali pa bi celo rekel, da takšnih časov ni bilo, ampak so nekako romanticizirani, ko nekdo najde umetnika in zagrabi njegovo genialno delo, ga začne razstavljati, prodajati, kakorkoli že. Da se mi zdi, da v bistvu vprašanje, ali je to na ta način sploh kdaj obstajalo. Ne? In v tem oziru se pa začne zavedati tega, da moraš znati sam nekako komunicirati stvari, ki te zanimajo, ali pa ustvarjati prostor za te vsebine. Do neke mere, na žalost ali pa na srečo, rabimo poznati to, kako deluje nek umetnostni prostor, znotraj katerega pač smo. A se ti to zdi, da bi lahko bilo tako zoženo, specifično samo za nas, kle v kulturi oziroma ne vem, v umetnosti? Recimo, ne vem, nikoli ne bi iste zadeve si upala trditi za kakšne druge poklice, v smislu, ne vem, da če si misliš, ne vem, opremiti kopalnico, moraš znati tudi ploščice postaviti. Ali pa, a veš, kaj mislim? Če hočeš nekaj, da moraš slej ko prej probati tudi uno, kar pa še zraven, samo v resnici ni tvoj job. A veš, kaj mislim? Recimo, da v tvojemu primeru recimo, se ti zdi smiselno, da se, ne vem, nekdo, ki je sprva mogoče zgolj umetnik, na neki točki sreča z delom kuratorja ali producenta, če ne drugega za to, da vidi, kako ne biti douchebag kot umetnik in kako ne vem, zamujati z roki ali pa ne biti odziven ali pa, da je, ne vem, postavitev pomembna, da je tekst pomemben, da je fajn, da prideš zraven na vodstvo, ne vem, take neke banalne stvari. Medtem ko mogoče je to pri kakšnih drugih poklicih nekaj, česar se ne vzpodbuja oziroma je frowned upon, ne? Zdaj težko rečem, jaz bi rekel predvsem, da en segment tega je vezan lahko mogoče na neko bolj osebnostno rast. Jaz mislim, da še zmer več kot neki stvari veš ali pa kot ti znaš narediti, zagotovo to slej prej pride prav. Nekaj je po mojem pač enostavno tudi duh časa in duh časa je trenutno tak, da so socialna omrežja, duh časa je trenutno tak, da smo v bistvu vsi kar precej zasedeni s takšnimi in drugačnimi informacijami. In tudi zdi se mi, da ravno zaradi tega se moramo nekako naučiti s temi podatki tudi nekako trgovati ali pa kako jih izmenjujemo med sabo. In vsaj v tem aspektu se mi zdi, da nas to ne loči dost od kakšnih drugih strok, razen mogoče res zelo specifičnih. Tako, to, s čimer se ukvarjamo, se mi zdi, da rabiš nekako skomunicirati z drugimi. Drugače se ti zelo hitro zgodi to, da ustvarjaš res sam zase, kar mogoče samo po sebi ni narobe. Je pa tukaj potem zagotovo nek ta aspekt, kako boš potem lahko deloval ali pa preživel znotraj področja, ki te zanima, ali pa znotraj področja, katerega deluješ. No, se mi zdi, da je tudi odvisno prvič od človeka, drugič, kaj dela, tretjič, zakaj dela, kar dela. Ne vem, čist banalen primer, če nekdo je umetnik in si to lahko prvošči brez da kadarkoli, da ne rabi živeti od tega, hočem reči, naprimer. Recimo takih stvari mogoče ni treba početi. Pa imamo nekaj takih primerov. Isto recimo, če je mogoče nekdo, ki se mu upira in nikoli ne bi želel delati več kot samo ustvarjati in ga to tudi ne zanima, recimo. Tako, se mi zdi, da itak profilov je več. Res pa je, da mogoče pri mlajših generacijah je teh možnosti vedno manj, da bi si človek lahko zmišljaval, kaj bi vse počel in česa mogoče ne bi, ker pač mu ne sede. Se strinjam, jaz bi rekel, da splošno se v našemu, pa ne samo v našemu prostoru, bi rekel, tudi neki širši globalni trendi
grejo kar v tej smeri, da da so nekako ustvarjalni poklici malo bolj za privilegirane ljudi, ki imajo v lasti ali kakšno stanovanje ali pa so kako drugače podprti. Kar je pač dejstvo, da se mi zdi, da to se zelo jasno tudi vidi v Ljubljani. Najemnine so astronomske, če si predstavljamo, da določeni ustvarjalci rabijo plačevati tako najemnino za atelje, kot najemnino za neko stanovanje ali pa sobo, v kateri bivajo, so to zagotovo pogoji, ki niso zavidljivi. No? In v tem oziru se mi zdi zelo jasno postalo to, da to, kar počnemo, je treba nekako znati unovčiti, predvsem pa za naše delo dobiti neko publiko. Zdaj, ko si glih omenjal te najemnine za življenje in ateljeje. Jaz sem bila takrat pri tebi v tistem bivalnem ateljeju v Švicariji. Kakšni so tvoji spomini na to Švicarijo in a je zdaj svet čist drugačen, ko si se vrnil v nek drug atelje? Ker tista atelje, podstrešna prostornina je bila tako malo nehvaležna, se mi zdi, še posebej za tiste slike, recimo, ko si jih ti takrat počel, ko so bili v bistvu kar velikih formatov, čeprav prostor sicer full cute in vse, ampak zdaj 2 leti ustvarjati nekje, kjer v bistvu ti ne moreš dosegati svojega potenciala, ki ga čutiš tisti trenutek, zna biti kar. Ja, jaz bi rekel, da je tako. Seveda so spomini in dobri in slabi in vedno je lahko kaj boljši in kakšne stvari so in se to tudi zelo jasno zdaj vidi, so lahko tudi slabše. Zagotovo je bil v tem oziru privilegij, da imaš bistveno manj stroškov. Čeprav je stroške bilo treba plačevati, je dejstvo, da zato, ker si prikrajšan za neko najemnino, ki so v Ljubljani kar precej visoke, se mi zdi, da v bistvu to nekaj, kar te razbremeni in lahko posvetiš več časa ustvarjanju oziroma pač delanju tega, kar počneš. V mojem primeru je bilo v bistvu to, da sem kar precej nekih svojih avtorskih razstav imel, kot tudi kar nekih kuratorskih in producentskih projektov sem takrat naredil. In se mi zdi, da je v bistvu to nekaj, kar še zlasti za mlade ustvarjalce pravzaprav manjka. Jaz sem tudi mnenja, da v tem oziru mogoče bi celo lahko splošno v Ljubljani govorili, da bi bilo na mestu imeti več nekih bivalnih ateljejev za mlade. Ker pogosto ne samo, da mladi najemamo pač ateljeje, najemamo tudi pač razna stanovanja, sobe, kjer se živi. In se mi to zdi neka taka smiselna investicija. Zagotovo bi pa v bistvu, ko bi rekel, ta ločitev prostora tam je na nek način mogoče problematična, ker se je bivalno-delovni atelje, pogosto pa ta delovni del od nas terja kakšne materijale, substance, ki niso najbolj zdrave. To se pravi, hitro se uporablja ali kak terpentin ali pa lepila ali pa druge medije in to se v takšnih prostorih tudi nadihaš in to pač zdravju ni najbolj hvaležno. Ne? Niso najbolj bivalne sestavine. Ja, niso najbolj bivalne sestavine. Atelje jaz vsem bolj doživljam kot nek prostor, kjer res delaš in vsaj v določenih trenutkih to ni najbolj... Ja, jaz ne vem, se ti spomniš, da si kdaj doživel v Tobačni. Tobačni so včasih bili tudi taki bivalni ateljeji v bistvu. V resnici so bili ateljeji, ampak večina ljudi, ki je živela tam, je živela tudi tam, čeprav nisi imel niti zares kakšnih toaletnih prostorov urejenih in tega, ampak bilo je par teh ateljejev, ki so bili tako malo višji strop in potem si imel še tak mini mezzanin od zgori in ljudje so si pač tam veliko krat uredili še prostor za spat. Ampak spet neprimeren prostor za to, da bi ti živel ne vem, če si recimo slikarni, res uporabljaš določene topile in to ni šans. Tisto še za slikati ni bilo v tem smislu, ker ni bilo nobene ventilacije, razen če si odprl okno. Ja, ne, to zagotovo tudi ena taka plat, o kateri mislim, da se ne govori prav dosti in to je, da ne sam določena topila, to se pravi že tudi akrilne barve, pa tudi pigmenti sami po sebi, tudi te današnji, iz katerih so že izločeni določeni pigmenti, ki so bili pa zelo strupeni. Recimo svinc, svinčena bela in tako naprej.
So prav zares materiali, ki so toksični že sami po sebi. Seveda zelo odvisno. Iz tega vidika potem v bistvu slikarski atelje mora biti specifičen tip, bi mogel biti specifičen tip prostora. Recimo, če se pogovarjamo o nekem varstvu pri delu, ponavadi, kadar govorimo, ne vem, recimo analogno temu, neke avtoličarstvo, ne? To so prostori, ki so posebno opremljeni z ventilacijskimi sistemi, ljudje nosijo posebne maske, prostori so pač, obstajajo določeni protokoli, kako se s tem sploh sme delati. Ne iz vidika, kako ljudem všeč s tem delati, ampak iz vidika varstva pri delu in bi v primerjavi kršitev lahko prišlo tudi do oglobljena. Ampak zdi se pa zdaj, kako razlagaš, kako da v bistvu v umetnosti ne obstaja, pa sploh noben ne protokol, ne nič, ne? Zelo malo se tudi opozarja na to. No? Čeprav pogosto, ko bi rekel, tekom zgodovine imamo po mojem tudi dosti nekih primerov, to se pravi, ko so kakšni ljudje malo zblazneli zaradi terpentina, svinčene barve in tako naprej. Ampak ja, to so tudi po mojem nevarnosti, ki jih ne opaziš takoj, ampak jih opaziš čez 10 let, kjer se ti pa reže nekje pozna. Ne? Ampak mislim, da je zanimivo, neka ta razlika, ne, se ne pozna zaradi tega, ker bi bilo pač, ne vem, nepomembno v takem vidiku, ampak v tem vidiku, ker mogoče je že ta miselni preskok, ne. Ko govorimo o raznih delovnih pogojih in delovnih prostorih, razmišljamo o raznih poklicih. Ko govorimo o ustvarjanju v umetniškem okolju, pozabimo omeniti, da je to delo. In zato, ker ni delo, ne pade pod, v navednicah, ne, pod varstvo pri delu. Ne. Se mi zdi, da je pač že tako, ko družbeno to ne enačimo, v bistvu bi se človek res vprašal, ne? Recimo, če v Švicariji ti prostori niso najbolj primerni za slikarstvo, zato ker niso pravilno zračeni, ne? Zdaj ne vem, dejansko so ali niso, kako se da, kako se ne da, ampak dajmo reči, da niso tako hipotetično, zakaj recimo ni inšpekcije nad tem, ne? Ja. Oziroma, zakaj si sploh noben ne pomisli, da bi lahko prišla inšpekcija za tak prostor? Jaz mislim, da je to tak zelo dvorezen meč. Marsikdo je v tem oziru predvsem zadovoljen, da sploh kaj takšnega je. Ne, ne me narobe razumeti, da bi zdaj mogli te stvari zapreti, ampak veš, že pri pripravljanju takega prostora, pri tem, ko se opremi tak prostor, se tudi naredi določen, recimo, ko se Švicarija, mislim, da se tudi malo pred tvojim začetkom, nekaj let predtem. Mislim, so se oni 2017. Ja, nekaj tazga so imeli renovacijo, ne? Takrat recimo zaprošali za sredstva. V teh sredstvih bi mogli biti notri tudi te stroški že navedeni, ne? Je pa pod spomeniškim varstvom, tako da je tukaj tudi vprašanje, koliko je to splošno, to se pravi, kakšnim pogojom morajo zadostiti, ne? Ja, ampak recimo, tako recimo če hočeš operirati s hrano, ne boš dobil dovoljenja, da delaš v neprimernem prostoru. Ne? Isto bi bilo za neke prostore. Ne? Ja, ampak je pa to splošno potem spet neka taka pozicija znotraj našega slovenskega prostora, kjer gre pač ta dialog pogosto v tej smeri, bodi vesel, da si nekaj dobil, ker če se bodo stvari preveč zakomplicirale, tega najverjetneje ne bo. Ja, sej pol noben ne problematizira tega, ne ustvarjalce, ne druge. Res je, in tudi to je zelo nehvaležna pozicija, to se pravi, vedno, ko se znotraj našega prostora proba neke standarde zvišvati, se po mojem prej zgodi to, da se stvari utišajo, kakor da se dejansko neke zadeve spremenijo. Ne? Ker smo pa vendarle v eni taki neugodni poziciji, da se zelo malo zgodi kaj takšnega, da kdo reče, če bo pa preveč zakomplicirano ali pa če se ne da takoj rešiti, se tega rajš ne gremo. Ne? To se pravi, se mi zdi, da se tudi to umetnost bolj razume v smislu neke dejavnosti, ki jo radi počnemo, ne? To se pravi, ki je prostočasna dejavnost in manj v smislu nekega resnega poklica, to se pravi, nekoga, ki se s tem ukvarja profesionalno, od tega tudi živi in tukaj zagotovo manjka zavedanja, ko bi rekel, kakšne vloge vse umetnost lahko ima. Pa lahko tukaj govorimo od čist nekih mogoče bolj političnih vidikov, to se pravi, da je umetnost tudi ena državotvorna
veja lahko, ali pa iz tega vidika, da je mogoče to tudi, da ima nek potencial z vidika izobraževanja, da ima nek potencial z vidika, da splošno dviguje nek raven družbe ali pa neko raven bivanja znotraj družbe, da je mogoče tudi umetnost nek dober mehanizem, da opozarja na napake, da kritizira in tako naprej. Tako da se mi zdi, da v tem oziru smo nekako kar malo zaspali, vsaj kar se neke splošne populacije tiče. Zelo dobro bi bilo, in to se mi zdi po svoje tudi v redu, ker na nek način vajni podcasti mogoče to tudi spodbujajo, je, da se lahko ustvarja pa vendar neko malo širše zanimanje za umetnost, to se pravi tudi strani splošne družbe, ker se mi vsem zdi, da je to nekaj, kar v našem prostoru v bistvu manjka. Marsikam, kamor gremo, tudi ne vem, lansko leto, ko smo šli pogledati Documento, se je izkazalo, da v bistvu zelo veliko nekih laikov hodi na to vrstne festivale in da se na ta način tudi ukvarjajo z najrazličnejšimi vsebinami, ki jih umetnost medijira. Znotraj naše družbe se mi zdi, da je to prej nekaj redkega, kot pa pravilo. Skoraj bi mogli imeti galerije za vas nad vrati. Mi smo v resnici, kar se galerij pa splošno nekih nevladnih organizacij, ki znotraj tega področja delujejo, se mi zdi, da smo v bistvu zelo dostopni, zelo odprti, tudi zelo veliko stvarimo. Nekako pa se mogoče tudi s tem pristopom, ki ga imamo, to se pravi, da so stvari tako nekako splošno dostopne, da zelo iščemo svojo publiko in tako naprej, da se prek tega tudi dostikrat zgubi neka vrednost. Čist nek banalen primer v tem oziru je mogoče to, da nismo navajeni plačati kakšne vstopnine. Ali pa, da smo vajeni, da so pogostitve na odprtih razstav, recimo zastonj. Jaz se spomnim tako z Nizozemske, kot v resnici tudi se mi zdi na parih razstavah v Nemčiji, se ponavadi to pijačo kar plača na odprtih. Zanimivo. So drugi sistemi, tudi mi izhajamo imamo neko drugo dediščino, ki je vsem vezana verjetno bolj na Jugoslavijo, Zdaj pa seveda Zahod, kjer pa je ta kapitalizem zelo dobro zakoreninjen in ima neko dolgo tradicijo, pa postane zelo navadno to, da je treba za neke stvari plačati. To je zagotovo neko zavedanje, ki ga pri nas manjka. Dobro, to je tudi, pri umetnosti je to tudi to vprašanje. Dobro, ko govorimo o vizualni umetnosti, to je res še vedno v večini prodajna zadeva, ampak veliko sodobne umetnosti postane neprodajne. V smislu, da je težko določene stvari, ki niso objektne kot take, ampak so mogoče iz različnih medijev ali pa celo ne medijske do neke mere, je težko print podnes domov. In tu potem se mi zdi, da spet odpiramo to vprašanje, iz kje se financira umetnost. Zdaj je vse tržno ali tudi to del same družbe. Saj, kot si ti rekel, da kam postavljamo pravzaprav umetnost. In v bistvu z umetnostjo tudi ustvarjamo neko politično, v navednicah, mogoče širše politično okolje oziroma nacionalno zavedanje oziroma tudi lahko skozi to vplivamo, ko se družba razvija. Jaz bi mogoče tukaj navezal zdaj na tvojo izkušnjo v Kons platformi. Jaz, kot veš, sem bil nekaj cajta tudi vpleten, sem bil še v prejšnji službi, tako da malo poznam zadevo. Mogoče na hitro malo poveva sam, zakaj se gre, če kdo ne ve. Mogoče povej ti iz svoje vloge, pa iz vloge simulakra v samem Konsu, potem bi pa navezal naprej še na to, kar sem omenjal, da se poglobimo v bistvu v ta aspekt, kako to se oblikuje. Zdaj tako, moja neposredna izkušnja je tukaj zagotovo vezana na vsebinsko, na nek vsebinski del Konsa, v smislu kuratorja in producenta. Zdaj, Kons je platforma za sodobno raziskovalno umetnost. To, kar je bilo meni tukaj nekako zanimiva izkušnja, ker vsem prej nisem bil do te mere v tovrstne prakse vpleten, je bilo to, da se na umetnost gleda majčkeno drugače kot na področju vizualnih likovnih praks. Zagotovo se gleda malo bolj strateško, v smislu sodelovanja, povezovanja. To se pravi tudi ustvarjanje nekih pogojev dela,
da lahko umetniki producirajo umetniška dela, da jih lahko razstavljajo, da lahko ob tem počnejo tudi, oziroma pač dobijo nek zaslužek prek recimo delavnic, predavanj in podobnega. Ne? In nekako želja teh procesov, vsaj to, kakor jih jaz vidim, je vezana na to, da se ustvari nek širši družbeni kontekst, to se pravi tudi povezovanje z organizacijami, povezovanje z različnimi strokovnjaki, to se pravi, da se tudi mogoče na umetnika gleda kot na neko vezivo med različnimi področji. Ker prednost umetnikov mogoče, ali pa neka kapaciteta, ki jo lahko imajo umetniki, ni samo ta, da smo po svoje lahko čudni, drugačni, da gledamo na svet drugačen in tako naprej, ampak je mogoče tudi neka čist taka praktična, uporabna vrednost tega, da se znamo pogovarjati z različnimi ljudmi, z različnimi področji, da znamo mogoče to povezovati, spajati in tako naprej. In to se mi zagotovo zdela ena taka pozitivna izkušnja. Ne. Tako bi rekel, tudi nekako za družbo prihodnosti je nekako pomembno, da razmišljamo izven nekih ustaljenih okvirjev ali pa izven nekih ustaljenih strok, ker se nam pa vendarle v današnjih časih kaže to, da so te vloge bistveno bolj fluidne. Tudi spremembe, s katerimi smo soočeni, pa so to lahko, ne vem, neke okoljske problematike, ali pa lahko pridemo do kakih tudi najnovejših tehnologij. Zelo veliko se dogaja avtomatizacije dela, pa ne samo ročnega dela, ampak tudi kognitivnega dela. In znotraj teh kontekstov se mi zdi, da je umetnik ali pa biti umetnik tovrsten poklic, kjer smo sposobni misliti različne vsebine ali pa različne področja hkrati. In to se mi zdi, da je zagotovo ena taka vrednost, ki jo marsikdo z naše družbe spregleda ali pa, ko bi rekel, se je ne zaveda. Je pa treba to nekako kar zasidrati v nek širši družben kontekst in se zavedati, da zelo verjetno družba prihodnosti se bo učila na drugačne načine in tudi najverjetneje, oziroma pa zelo očitno, če ne drugega zaradi številnih kriz, ki so na obzorju, bo potrebno tudi delati drugače. No, mislim, se že sam malo zašel v to, kar sem hotel navezati, ta vloga, kako se sploh umetniki in umetnost navezuje še na družbo v vidiku tega političnega konteksta, sooblikovanja družbe. In zdaj mičkam še zgodovine o koncu samem, to je šlo vseeno za nek kar ogromen projekt. Mislim, da je, ne vem, koliko je, nekaj 3 milijone, nekaj tazga je bil znesek namenjen za 3-letno, za koliko je že organizacij notri? 9 organizacij v Sloveniji. Ampak sploh, da je prišlo do tega, ne? Zdaj, to je vseeno eden večjih projektov v Sloveniji, kar se sploh tiče umetnosti nasploh, se mi zdi. Vsaj kar se tiče intermedijske umetnosti, iz kjer to tudi nekako izhaja, je šlo tudi zatem za neko dejansko politično igro, da se je sploh prišlo do tega poziva, da so se ljudje sploh lahko, da so se lahko organizacije sploh prijavljale. Zdaj, govorimo o nekem zelo specifičnem aspektu umetnosti, z nekem zelo specifičnem predelu umetnosti, ki se ukvarja tako že zelo transdisciplinarno, ampak se mi ne zdi, da ta aspekte političnosti oziroma tega soustvarjanja družbe moramo odstraniti tudi od ostalih umetnosti. Ne? Recimo ti kot vizualni umetnik, meni se ne zdi čudno, da bi mogoče tudi skozi vizualno umetnost in skozi to grandioznost takih projektov, da ne bi mogel obstajati tudi tak projekt na takem področju. Zdaj recimo, da si predstavljajo, da bi se nekako uspelo zlobirati nek, ne vem, 3 do 5 milijonski projekt, recimo za 3 do 5 let, da se najde neko sfero umetnikov in zavodov, ki ustvarjajo na takem področju. Mislim tudi, kaj misliš, da bi to sploh lahko pripeljalo, kaj je tacga? Ja, jaz bi začel v tej smeri, da bi rekel, ne samo, da se mi zdi to možno, ampak bi rekel, da se mi zdi to tudi nujno.
določeni intermedijski producenti se mi zdi, so zelo dobro opazili to, da, da so te sistemi, znotraj katerih delujemo, so bistveno večji, kot si na prvi pogled mogoče predstavljamo. In zame osebno so pomembno vprašanje, to se pravi, ustvarjamo umetnike, ustvarjamo kuratorje, ustvarjamo različne organizacije in tako naprej. To, da ustvarjamo pač določene kadre ali pa določene institucije, se meni samo po sebi ne zdi dovolj. Tukaj so zelo velika vprašanja v smislu, zakaj to počnemo, kaj bomo s tem delali. Kaj je v bistvu plan od zadnje? Kaj je namen tega? Ja. Ker sicer je to nek račun brez krčmarja in ponavadi to tudi vodi bolj v probleme, kot v iskanje kakšnih rešitev. In tudi nek razmislek, ki sem ga jaz opazil, oziroma izkušnja, na vse zadnje tudi tako nekako, kot sem probal kot producent in kurator tudi delovati, je v resnici to, da se mi zdi dobro, da se ukvarjamo z umetniki, z umetniškimi deli, ne samo na ravni tega, kaj hoče umetnik povedati, ampak tudi na ravni tega, kako sploh proizvesti določene vsebine. Jaz vidim težave v tej smeri, da če hočeš določeno vrsto umetniških del delati, rabiš imeti takšne delavnice, rabiš imeti primeren prostor, rabiš imeti na vse zadnje primerna razstavišča in rabiš imeti tudi publiko. In publika je nekaj, kar pozabljamo, to se mi zdi zelo hitro. Ljudje mislijo, da publika, kar je tam, v bistvu pa publiko treba ustvariti. Treba jo tudi vzgojiti, to se pravi, da oni sploh lahko mislijo določene vsebine in treba jih je v končni fazi navaditi, da hodijo na razstave, da se pogovarjajo o umetnosti, umetniških delih in tako naprej in da to zasede pravzaprav neko, kako bi rekel, da na nek rutinski način zasede neko mesto v njihovem življenju. Ne? Tudi zdi se mi, da tekom COVID-a in teh raznih lockdownov se je zelo jasno videlo to, da ker dogodkov ni bilo, so določeni ljudje ali pa določene skupine ljudi, ki so hodili na razstave, potem, ko so se ukrepi začeli sproščati, oziroma pa zdaj, ko smo pač očitno v post-covidnem času, da smo določen del publike izgubili. Ne? Zaradi te prekinitve in v končni fazi tudi zaradi tega, ker pa obstajajo določene platforme, dobro, v tem oziru jaz to bolj identificiram kot zabaviščne industrije, razne platforme, ki so, ne vem, pač kot Netflix, HBO ali pa kakšne glasbene platforme, kot ne vem, Apple Music, kakorkoli že, tega je res ogromno, in so v bistvu zasedle ta mesta, ki so bila prosta, oziroma ki so se sprostila tekom COVID-a. Vsem se mi zdi pa dobro poudariti na tem mestu, da zabaviščna industrija ni ekvivalentna umetnosti. Ponavadi bi se rekel, da je zabaviščna industrija je bolj neko mašilo. Se pravi, da malo odmislimo naše dnevne skrbi. Umetnost se mi zdi, da je pa zelo dobra zato, da zaradi več stvari, no, pač v neki prvi vrsti zagotovo lahko predstavlja neko refleksijo družbe ali pa stanje družbe. Moram reči, da je to zelo zanimiv komentar s tvoje strani, sploh če se malo naslonimo na tvoj zgodnejše obdobje, ki je bilo polno mašil, bi lahko rekli. Črpal si dosti iz zabaviščnega dela. Res je. Predvsem mogoče, to se pravi, verjetno namiguješ na dela, ki so bila v Kurni razstavljena? Ja, mislim, te tvoje starejše dela. Malo starejše, pa potem, ki so bila v moderni razstavljeni. Ja, to, ki se uporablja pač, kar je Teja Kosi takrat v tistem intervjuju na koridorju označila kot revne podobe. Ja. Revne podobe se mi zdi, da je sicer nekaj, kar je tudi nam zelo skupnega. V tem oziru, da so to podobe našega skupnega imaginarja. Ja, ne, sej. Ampak pravim, da se mi zdi tak zelo zanimiv komentar s tvoje strani, da zdaj označiš ta dela, ki so v bistvu kot mašina, hkrati si pa v bistvu črpal iz njih inspiracijo, ne? Zagotovo, čeprav bi pogosto za revne podobe rekel, da niso nujno, mislim, dobro, zagotovo so neke vrste mašila, ker so tako vse prisotna znotraj naše družbe, ali to na socialnih omrežjih, takrat je bilo to po mojem bolj prek raznih spletnih strani, ker se tudi narava teh medijev v bistvu hitro spreminja.
Ampak bi pa rekel, da iz teh revnih podob tudi na koncu sem jaz delal umetniška dela. Ta transformacija. Ampak vseeno, da priješ do njih, jih moraš konzumirati. Res. Ta zanimiv aspekt tega. Da tudi če se fokusiraš na umetniško in vse tako, to mašilo nekje rabimo po svoje. Mogoče radimo, druga stvar je pa po mojem tudi ta, da je vsaj znotraj neke krajine podob, ki sem jih takrat doživljal pa videl, je to bilo nekaj, kar je bilo prisotno. To se pravi, te podobe so v resnici bile podobe, ki smo jih gledali. Ne? In na ta način te podobe tudi predstavljajo ali pa so predstavljale neko realnost. A smo lahko na tej točki malo konkretni, kaj so te podobe za naše poslušalce, ki mogoče se ne spomnijo? Let's be more visual, Ja, to je težko znotraj medijev, o katerem zdaj govorimo, to ni tako enostavno. Ampak so to podobe v resnici, ki so bile najdene na spletu in kolažirane v neke nove celote in potem prednešene na slikarski medij. Torej, jaz se spomnim ene gole ženske, pa neke rakete so bile, ali kako? Ja, en unicorn. Ja, unicorn. Ja. Meni je ful dober unicorn. Ja, to je tudi bil mal tak komentar, recimo jaz sem zelo šelov, meni je to kar všeč. Ja? Ja, jaz mogoče zdaj na tej točki navežem še, ko se reče, zvonim na svoj zvon ali kakorkoli, in navežem še na tvoje revne podobe in mesto, kjer se jih najdu in na Netflix in vse to, ki spada pod stvari, ki jih videvamo dnevno, na to, da elementi iz vsakdanjega življenja igrajo že zelo, v bistvu že od začetka same umetnosti, zelo pomembno vlogo v umetnosti, ne? Od tako imenovanja estetike vsak dana, ne? Meni se zdi, da bolj kot da zdaj te revne podobe iz nekega interneta in tako dalje, ni stvar, da se je tukaj zgodila transformacija v smislu, zdaj smo našli nek nov medij in zdaj se referenciramo na ta medij, ampak da ta nov medij postal v resnici del našega vsakdana. In z tega vidika, ne, se mi zdi, da kako so recimo slikari slikali neka tih užitja, nekih običajnih predmetov, tako danes pademo v to, da slikamo to, kar najdemo v ekranu noter. Res je. Mislim, zagotovo se pozna to, da živimo neko realnost, ki je bistveno bolj medijirana, kot je bila do zdaj. In po mojem to sicer že bila tendenca človeštva, da stvari medijiramo, je pa zelo zanimivo to, da počnemo danes to v nekem zelo širokem obsegu. Ne? To se pravi tudi izkušnje ali pa na podlagi tega, kako se učimo v svetu, so v bistvu te podatke zelo posredovani. In v tem oziru se mi zdi, da ko sem znotraj teh slikarskih del razmišljal o podobah ali pa o motivih, o slikarskih motivih, sem pravzaprav res bolj kot ne razmišljal o podobah, ki so del našega vsakdana. Zato sem doskrat tudi ta dela nekako bolj videl ne toliko kot neka sama posebna figurativna dela, ampak sem jih videl kot neko tihožitje podob, ker je tudi dejansko to nekako tako bilo. Skratka, znotraj neke slike, ujete ali pa zamejene podobe in platno v tem oziru je tudi nekako delovalo bolj kot nekakšen pivnik. To se pravi, kot nek medij, kamor lahko ujameš odložišče, copy-paste. Ja, tako nekako, ja. Se mi zdi, da je to kar dober opis. Ja. No, zdaj pa še en tak skok nazaj. Zdaj se mi zdi v bistvu, da zdaj govorimo o teh transformacij, o tem prenašanju tega na neki taki zelo površinski ravni po svoje, ker v resnici se mi zdi, da je to točno ta vloga umetnosti, o kateri smo se prej pogovarjali v družbi in o oblikovanju družbe in ravno to je to reflektiranje v našem svetu oziroma kako ga dojemamo in kaj sploh odnašamo od njega. In mislim, da tukaj je ravno tisto, kar mogoče manjka, ampak je tisto, tistega koraka, ki ga ne naredimo, ker nismo navajeni, ker ljudje niso več toliko navajeni, da bi vključevali to v svoj vsak dan vidika, da bi hodili na razstave toliko in se tudi pogovarjali o tem. In to je to, da v bistvu skozi te neke podobe, ki teoretično banalne, razmišljamo o tem, kako se sploh, ne vem, verjetno ti nisi razmišljal o tem takrat, ko si to slikal, da v bistvu to tvoje ukomponiranje tega v resnici ne reflektira toliko, kaj tebe zanima, ampak kako se je svet spremenil danes, da je to postalo del
naše realnosti. Ne? Jaz sem po mojem sicer že takrat kar dosti razmišljal o tem, ko bi rekel, vedno sem se spraševal, okay, če slikaš danes, ko so fotoaparati, ko vsak neki printer je, ali pa v končni fazi, ko nas neke različne platforme v smislu umetnih inteligenc opolnomočajo, da lahko tok in tok nekih podob ustvarjaš in jih danes lahko ustvarjaš kar s precejšno hitrostjo. Me v bistvu vedno znotraj slikarstva recimo zanimalo to se pravi, kako slikati časov primerno. In v tem oziru bi rekel, da me že takrat to nekako kar precej zanimalo, celo nekako zavestno sem se izognil temu, da bi recimo takrat slikal s čopičem, ker sem izdel, da je to neko tako kar precej zaznamovano orodje in da odseva nek drug čas. Je pa zagotovo, pač neki so podobe same, neki je pa v resnici tudi metodologija, kaj za tem, tudi material. Jaz mislim, da v bistvu se mi zdi zelo pomembno, kako misliš umetniško delo prek materijala, pa v bistvu prek nekih konceptov. To se mi zdi nekaj, za kar rabi biti, ne vem, slikar v današnjem času, kar nekako dovzeten. Ja, zdaj pa na tej točki, ker smo se pogovarjali tako zelo o splošnem in tudi na splošno o sami sferi umetnosti pri nas, bi šel pa malo na osebno noto. Zato, ker se mi zdi, da je mogoče tle zanimiv komentar, ko bo prišel s tem, ne vem, bomo videli sploh, ker nisem nikjer videl tega razloženega. V tem času, ko si bil ti v Švicariji, meni zdi, da se pri tebi zgodil en tak preobrat v samem načinu dela, na samem upodabljanju in si skoraj da popolnoma zamenjal pristop do te tvoje slikovne površine in si jo osiromašil v bistvu figuralike. In zdaj mene zanima, kako je šel ta postopek, ker sklepam, da se to ni zgodilo tako čez noč. Po mojem je bilo vmes še en kup stvari, ki jih mogoče niti nismo videli. In zakaj misliš, da se je to zgodilo? Jaz bi rekel, da je tukaj zagotovo par stvari. To se pravi, če nadaljujemo od te prejšnje serije, ki jo nekako v oklepaju pojmujem kot Soylent barok, ampak to je tak zelo delovni naslov. V resnici takrat, ko sem to serijo delal, to nisem imel niti tako poimenovano. Se je zgodilo v bistvu nekaj takšnega, da v bistvu ta naš sistem mladega umetnika zelo hiter zapopade, zgodijo se razstave, kakšne rezidence, dobiš kakšne razpise in tako naprej. Potem se mi zdi pa zelo možno se zgodi to, da padeš v neko praznino. Ker vsem dosti majhen prostor smo in tako naprej. In moram reči, da to je bilo kar eno tako težko obdobje ugotoviti potem, kako se prilagoditi nekim drugačnim razmeram. In znotraj tega, to se pravi, ko na neki točki postane težko razstavljati, ali pa ko tudi mogoče prideš do tega, takrat sem bil res vajen delati te velike slike, ko kar naenkrat postane to zelo drago in si tega ne moreš privoščiti, se začneš kar dosti ukvarjati samim sistemom. Sprav, zakaj je temu tako. Ne? In takrat je v bistvu nastala ena serija, ki v bistvu kar precej časa se tudi na nek način je tudi še danes zmeri aktualna, v tem hipu je sicer malo bolj na stranskem tiru, v bistvu serija, ki se reče čista špekulacija, ki se v končni fazi ukvarja z neko, mogoče tudi samo metapozicijo umetniških del, v tem smislu, da je dostkrat od dela samega celo bolj pomemben kontekst. To je pravi galerija, v kateri razstavljaš, tekst, ki je napisan zraven, naslov dela, medijske objave, kuratorji, s katerimi se sodeluje in tako naprej. Se pravi, da je mogoče ta vrednost tega dela pomembnejša od dela samega. In s tem se v resnici kar dosti časa ukvarjam. Se mi tudi zdi, da je to tako zelo ena taka smiselna, ali pa tako, da lahko kar na nekaj primerih verjetno v našem prostoru vidimo, da se ta tranzicija nekako zgodi. In bi rekel, da bi splošno to fazo jaz opisal kot tako zelo analitično fazo. Hotel sem razumeti, zakaj so stvari pri nas takšne, kot so. No, potem pa, ko sem to nekako razumel, ali pa vsaj do neke mere razumel, se mi zdelo pa v bistvu zelo zanimivo nek segment ali pa nek aspekt življenja, ki bi ga pa poimenoval kot iracionalnega. Se pravi, splošno kot ljudje, kot družba imamo radi stvari pod nadzorom, radi planiramo in vidimo, kako se stvari razvijajo. Plan pa že pač iskati aksiom se vedno izjalovi.
v tem oziru me je mogoče bolj zanimala ta iracionalna plat. Se pravi, ko se neke stvari ne ujamejo z našimi pričakovanji. Tudi mogoče iz tega vidika, da kot ljudje, to se pravi, ko se poznamo, ko smo neko ime, je zato potrebna neka konsistenca. Ampak dejstvo pa je, da se vsak dan se vsaj malo spremenimo. Vsaj malo, pa še malo, pa še malo, pa še malo. Dokler ne pride do neke točke zloma ali pa dokler ta sprememba ne postane res očitna, da je pa nekaj drugega. Ne? In sem se v bistvu pa s temi deli kar precej ukvarjal bolj z našo podzavestjo. Tudi mogoče, ko bi rekel, zagotovo nekak človeški intelekt predstavlja nekaj, kar zelo cenimo znotraj naše družbe. Ne? Sem pa na koncu vseeno gotovo, da so v bistvu, če gledamo na čustva pri človeku, so čustva v bistvu mogoče še zelo kompleksnejša, ker nam omogočajo, da doživimo neke stvari na zelo, kako bi rekel, zakomplicirani ali pa mogoče so malo intuitivni ravni, da nečesa ne razumemo popolno, ampak nam pa pojasnijo neke zadeve. In to je bilo v bistvu to, kar me zelo nekako pelalo to. V bistvu ta odsotnost podob se mi zdi tudi nekako ta abstrakcija, ki seveda ni popolna. Dogaja se, mislim, kako čisto tehnično sem se posluževal kolaža pa assemblaža, prisoten je na slikah tudi tekst. Tekst se mi zdi sploh super za neko abstrakcijo v tem oziru, da smo ga vajeni brati zelo plosko. In tudi v nekem mogoče malo bolj modernističnem smislu je potem tekst zelo naklonjen, ki je zelo ploskovit, čeprav ni vezan na neke prvine slikarstva v smislu ploske barve in tako naprej. In v bistvu me v tem oziru bolj zanimalo to, kaj vidimo v teh slikah, če nečesa ni. In moj odgovor je bil nekako v tej smeri, da vidimo sami sebe. Da to, kar vidiš, je v bistvu to, kar projiciraš. Tvoja projekcija na delo postane nekako to delo. No? Ta čista špekulacija je bila razstavljena v Miklovi hiši, leta 18. decembra. Ja, ampak klej sem imel v mislih, da je to druga serija. To ni ista. To konkretno je bilo v Miklovi, pa je Jure Kirbiš kuriral. Ampak ker tukaj so tudi bile razstavljene te slike, ko v bistvu so bolj tako enobarvne, pa napisi so gor, pa takole, na hitrco. Ja, tudi te manjši formati. To je, ko bi rekel, vse so neke podobnosti. Jaz bi rekel, da v bistvu iz te serije čista špekulacija sem zelo veliko enega znanja vzel, pa ga prenesel potem v bistvu to serijo, ki ima pa nekak tak delovni naslov iracionalno ali pa iracionalno slikarstvo, je pa precej drugačno. Ko bi rekel, to iracionalno slikarstvo so tudi kar večji formati, v bistvu tako sem se probojil spet na to, da bi nekaj res velika dela naredil. In tudi to vrstnega dela me je kar dosti odmikalo to, da znotraj našega prostora nimamo producentov ali pa da manjka producentov, ki bi pomagali, da lahko neka večja likovna vizualna dela narediš. V kakšnem smislu? V večjih smislih. En zelo konkreten smisel je v bistvu to, da v zadnjih 15 letih, odkar delujem kot umetnik, bi rekel, da je kar draginja, kar se ustvarjalnih materialov tiče. To se pravi, kar naenkrat se zgodi to, da so stvari 3-krat dražje, kot so bile. Zdaj pa, če delaš neka večja dela, 3-krat dražje, zakomplicira stvar. Se kar pozna, ne? Ja. Že za neke podokvirje je bila baje cela štala, v zadnjem letu. Res je, ja. To se pravi tudi nekak mizari, les, to se vse se blazno draža. Ampak tudi tako je. To, kar sem jaz znotraj nekak te vizualne likovne sfere pogrešal, manjka sogovornikov, pogosto potrebuješ tudi kakšne strokovne sodelavce, pa so lahko to fotografi, ali pa dotična oprema. Mogoče pa bi za to, da bi sliko v času primerno potreboval, laserski rezalnik ali pa 3D printer ali pa bilo kaj drugega. Grafično sobo, glasbenike. Ja. Mislim, ampak je malo tako. No? Strokovnjake za analogno tehnologijo.
Vse. Ampak tega manjka. Mislim, kakorkoli obrneš, ko bi rekel, zelo zaprto, znotraj pač neke likovne ali pa vizualne produkcije doživljamo umetnika kot eno tako zelo zaprto. Mislim, da je nasplošno manjkalo pri nas v Sloveniji ta podporni sistem, sploh na te vizualne umetnosti. Recimo, čisto en tak primer, za grafiko. Za grafike so včasih obstajali tehnike. In niso vseh odtisov delali umetniki sami od A do Ž, ampak so pripravili stvari in potem tisto tehnik zrihtal, da štima tako kot je, in potem je avtor podpisoval, se je tudi v bistvu označevalo, so tehnike, kdo je delal tis in tako dalje. Podobno pri fotografiji. Pri fotografiji včasih je bilo normalno, da je pač, fotograf pofotkal in pol je delal z nekim tehnikom, sploh za recimo črno-belo analogno. In je bil pač nek tehnik od zadaj, ki je poznal procese in vse to, in ti si mu pač povedal, kaj hočeš imeti, in on je to naredil. Spomnim se nekega dokumentarca, mislim, da jih od Sugimota, to je pač en fotograf, sodobni fotograf japonski, ki je tako delal, je tako pripravljal te svoje ogromne printe. Te printe so zahtevali tudi določene retuše. To ni delal sam. On je imel, ima skupino ljudi, ki mu pač stvari poštimajo, retuširajo. Določene tehnike so tudi pri analognem, kjer se recimo določene dele podosvetli ali pa nadosvetli. To dodge and burn je angleški izraz, ampak ni bilo vse odvisno od samega ustvarjalca oziroma tega podpisnika kot umetnika. Če so vizualni podhranjeni, bi potem rekla, da to sodelovanje znotraj konca ali pa kaj tako, da pa je mogoče malo bolj podkrepljeno, kar se tega tiče. Ja, če ne drugega znotraj konca, verjetno res je. Se mogoče tisti moj komentar prej. Pa jaz bi tudi rekel, da ni tako hermetično zaprto. Pri nas se mi zdi, da se zelo hitro zgodi to, da na vizualnem likovnem področju, da so v bistvu vsebine zelo nekako znotraj glave ene ali pa največ dveh oseb. Ta druga oseba ponavadi kurator, ampak to je tudi odvisno zdaj pač od tega spet, kakšno prakso ima. Jernej, to sva mi dva. Čeprav vidva opravljate še eno drugo delo, ki je tudi prav tako zanimivo. Entertainment. Hočeš reči, da mi smo zdaj tisto mašilo. V resnici imava stand-up, ne hecam. Zdaj bova podpisala z Netflixom. Ampak sta pa tudi kritika, oziroma recenzenta. Ja. In to je tudi nekaj, kar v resnici manjka. Spet so to v bistvu sistemi, ki so ful bolj smiselni, ko bi rekel, pač tipična slovenska produkcija na področju vizualne likovne scene je to, da narediš razstavo, dobiš 300 €. To je zelo tipično. Zdaj, kako pisati v tovrstnih razstavah? Po mojem zelo težko. Zaradi tega, ker si, ko bi rekel, ali pa vsaj jaz bi bil zelo težko kritičen, če se zavedam, da je nekdo delal v zelo siromašnih pogojih. Tako, iz vidika kritika. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da pač kritik napiše problematike, ki so odzadaj, tudi če so to stvari, ki so problematične zaradi primanjkovanja denarja, zato ker to postavi nek obraz, tudi če avtor sam ni kriv, zato ker ni bil plačan. So pa produkcijske okoliščine, ki so krive, da ni bilo to tako narejeno. In če se o tem ne pogovarjamo, če o tem ne govorimo, ne bo vedel, da tukaj nekaj ne štima. Ne? Dobro, se pogovarjamo med sabo v kulturnem območju. Ja, super, ampak kaj pa druga populacija, ki pa ne ve, kako to deluje? Tudi oni morajo vedeti, da stvari ne štimajo in da stvari ne morejo štimati, če se pač ne vnese notri primernih financ. In tukaj je to spet, kar smo se prej pogovarjali, v političnosti, v umetnosti. In kakšna je vloga in zakaj ne? Ja, znotraj našega prostora se mi zdi v bistvu dosti pomembno, da so umetniki tudi v tej smeri angažirani. Ker drugače so spremembe po mojem zelo težko možne. Ja, se mi zdi pa v bistvu kritika zelo pomembna, je pa spet kritika eno izmed teh področij, ki je verjetno ena zaradi krize tiskanih medijev, kot tudi verjetno zaradi tega, ker je neka splošna javnost izgubila interes za umetnost.
Potisne tudi na obrobje. Pač kritike je dosti malo. Ker vem, da svoj čas, 20-30 let nazaj so se v delu, pa v drugih časopisih bistveno več nekih kritik. Meni se zdi, da je tudi zdaj problem kritike v Sloveniji to, da zato, ker je tako malo, je niti ne moramo razvijati v smer, ki bi bila primerna za čas in primerna za publiko. Ker šele, če imaš neko kritično maso, če imaš nek obseg tega dela, se lahko, po mojem, da kritika, kot je bila včasih, danes ni več primerna. Ker ne vem, če je bralcev premalo kritike danes, je to posledica tega, ker pač kritika ni šla v koraku s časom. Torej se ni način pisanja sovpada s tem, kar pričakujejo bralci. Zdaj, da se pa piše kritiko samo za tistih par uslužbencev v Moderni galeriji in v Mesumu, pa ne vem, če smo kaj naredili. Pa za ministrstvo še. Ja, zagotovo je so te zadeve postale zelo nišne, ko bi rekel tudi z vidika pač nekih vsebin. Ker rekel bi namreč to, to se pravi tudi sami umetniki pa galerije ustvarjajo pravzaprav produkcije, ki so zelo specifične, ki imajo mogoče svetovno gledano veliko publike, lokalno gledano pa te publike najverjetneje ni toliko velike. In že tukaj se mi zdi, so v bistvu neke te diskrepance, ki se znotraj sistema dogajajo. Se mi pa zdi, da seveda tudi tako, kot ustvarjalec, kot tudi kurator, se mi zdi, da je nek feedback, čeprav kdaj negativen, da je dobrodošel. Jaz sem prav razmišljal, si rekel, da bi bilo nepravično pisati, da je nekdo slabo naredil, zato ker on ni bilo v produkciji stroškov. V bistvu je bilo ful zanimivo, da bi bila neka res ostra kritika na neko tako zadevo, da bi se potem zgodil škandal, ki bi bil umetnik užaljen, seveda upravičljivo, in da bi to dejansko rato neke vrste poltrač, ki bi končal po medijih in bi se začel pogovarjati malo bolj resno in malo bolj javno o temu, da ja, seveda stvari ne morejo biti take, kot so, če ni podporne infrastrukture. Ne? Res je pa tudi, ko bi rekel, najlažji je kriviti avtorja. Se mi pa zdi, da, in to je tudi nekaj, kar sem se v enih ozirih pač trudil kot kurator pa producent sam izvajati, je v bistvu to, da ponudiš umetniku več kot sam prostor. Prav, umetniku rabiš ponuditi tudi neko podporo. Pa rabi se pogovarjati z njim. Pa rabi se zavedati tega, da različni umetniki imajo različne težave. To se pravi, ni vedno za vse rešitev to, da so boljše finance. Jaz mislim, da za nekatere rešitev to, da imajo ta pravega sogovornika, ki bi rekel, da jim pomaga. Zato sem rekel in podporne infrastrukture in ne sam finance. Jaz mislim, da je to kar pomembno. Mi v bistvu zelo velikega dela naložimo umetniku, se pa ne zavedamo tega, da so kuratorji pa producenti tako naprej zelo pomembni. Ko se pogovarjamo o politiki in o izobraževanju, mi izobražujemo dosti umetnikov, izobražujemo dosti ustvarjalcev. V Sloveniji pa še kar nimamo ne šole, imamo to šolo za kuratorje, ki ni prav faks, ampak je neko dodatno izobraževanje. Nimamo pa formalne izobrazbe ne za kuratorje, ne za kulturne producente. Čeprav recimo tudi za kulturno produkcijo se na ekonomski šoli trudijo in prirejajo vsako leto šolo. Ampak to ni dovolj za to, da ti ustvariš profesionalni kader. Profesionalni kader mora opraviti najmanj, kar je tisto prvo troletno šolo, torej prvo stopnjo bolonjske, ali pa še boljše je bilo, če bi imeli tudi kakšen magisterij na tem področju. Ne? Ja, jaz bi verjetno tako rekel, da se mi zdi mogoče za kuratorske prakse znotraj našega prostora bi bilo verjetno čisto dovolj, če bi imel magistrski študij. Ja, se bi lahko bil recimo, ne vem, bolonjski študij, ki bi bil produkcija in kulturna produkcija in ustvarjanje v kulturnem prostoru, ki bi bil v bistvu že nastavek recimo za tak master. Ne? Je pa, ko bi rekel, čeprav neformalno izobraževanje, recimo moja izkušnja za šolo za kuratorske prakse in kritiško pisanje, svet umetnosti bila zelo dobra izkušnja. Ne pravim, da... Vem, da si tudi... jaz tudi tam. Ne vem, koliko je zdaj, no? Ampak jaz mislim reči, da takrat, ko sem bil jaz, se mi zdelo v bistvu to zelo dobro. Moj point je bil to, da ja, imamo te stvari, ampak te stvari polnijo luknjo, ki manjka.
te stvari bi lahko prerasle to, ne? Se bi lahko iz tega zraslo, brez problema bi preraslo. Ne? Brez problema bi lahko preraslo. Jaz mislim, da tudi so neke ambicije v tej smeri že bile. Ne vem pa, kaj se je potem... Jaz za kuratorsko šolo ne vem pa, ker sem bil na tej poletni šoli kulturnega menedžmenta, ker smo se pogovarjali s profesorji iz ekonomske, njihova želja je, da bi ustvarili prav ta pravi program. Je pa težko v Sloveniji ustvariti akreditirane programe, zato ker imamo zelo tok sistem šolski. Ampak njihova prav želja dejansko je, da bi se naredilo to prav kot program. Ja, ne, meni se di smisel. No. Še zlasti mogoče res z vidika, ker mi res ogromno enega kadra proizvedemo po drugih smerih umetniških. In pa tudi umetnostna zgodovina, razne likovne pedagogike in podobno. Ne. Mene ful te stvari druga zanimajo, ko bi rekel to vrstne stvari, sem jaz gotovo, da so kar esencialne za samo delo na koncu. V tem smislu se mi zdi, da danes avtor ni sam avtor umetniškega dela, ampak v bistvu avtor postane po mojem tako že sam po sebi nek statement ali pa neka filozofija. Ne. Tako da verjetno res, ne. Mislim tako, pa zdi se mi, da ko rekel, tudi čas je tak, ko je recimo vse znanje kar precej dostopno, tudi možnosti kar veliko. Res je tudi, da je tudi zelo veliko konkurence. To se pravi, da je to tudi zagotovo ena stvar, ki je za razliko od 30 let nazaj ali pa 100 let nazaj kar precej drugačna, ampak se mi zdi pa v bistvu zelo pozitivno to, da lahko neka različna znanja, ki jih imaš, spajaš v eno celoto ali pa eno malo večjo celoto, ki gre preko, ne vem, tega, da si umetnik ali pa ki gre preko tega, da si kurator, ampak se mi zdi, da mogoče lahko uspeš neke malo večje stvari povezati in ustvariti določeno miselnost ali pa prostor za določeno miselnost. Ne? In to se mi zagotovo zdaj en tak izziv današnjega časa. To je tak lep zaključek, ha? Jaz sem v bistvu hotela če bi mogoče, preko smo v koncu to govorili, če bi mogoče samo naštel teh 9 institucij, ko so poleg, torej Zavod Kersnikova, projekt Atol, Ljudmila, Osmoza, Zavod Aksioma, Zavod Cona, Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, tukaj si ti bil poleg, Jernej? Potem MKC Maribor, Mladinski center Velenje in pa torej Lokal Patriot iz Novega mesta, tukaj pa je Adrian zraven, ne? Za galerija Simulakr mogoče fajn, da še to omenimo spotoma, če že omenimo Lokal Patriot. Ja, to je taka tudi zanimiva stvar, to se pravi nekako galerija Simulakr, se mi zdi zagotovo ta brand Lokal Patriota, ki je zelo dobro poznan širše, kar se naše države tiče. Lokal Patriot se mi zdi pa v bistvu bolj tako, čisto regionalno. Se zdi, da ta galerija Simulakr je en tak zanimiv pojav v slovenskem prostoru, zato ker je ena redkih na periferiji predvsem. Ni sicer tako usmerjena, da bi delal tako kot recimo Aksioma, ki ima zelo fokusirano delo, ampak ima pa nek filmano. Ja, mislim čisto, kar se galerijskega programa tiče, v enih ozirih to, kar je en filter, je zelo odvisno od tega sploh, kaj je možno. Mogoče se je res zgodil en shift, no, takrat prej je bila mogoče malo bolj fotografska, prej se ti prišel zraven in pred koncem. Čeprav to je moglo biti po mojem še bolj, to govorimo verjetno bolj galerija Simulakr 15 let nazaj. Zagotovo je nek pečat v galeriji Simulakr takrat pustil Matjaž Brulc, ko se mi zdi, da v teh ozirih bil vsebinsko kar dosti odprt, je marsi kakšno stvar naredil. Potem pa je zagotovo galerija imela tudi neko svojo krizo, ne? To se pravi, niso bili več uvrščeni na programsko financiranje. Tukaj pa pol bilo zagotovo več nekih sprememb. Ne? Zdaj pa, odkar sem jaz, se mi zdi, da je bilo to mečkam bolj urejeno, posledično zagotovo, kar se konca tiče. Ja, mislim, da konc se tukaj prinesel en kup možnosti in neke olajšave tudi zaradi finančne stabilnosti. Predvsem možnosti za to, da bolj poglobljeno sodeluje z avtorji. Da se res ukvarja s tem, kaj bo na razstavi in tako naprej. Čeprav iskreno povedano, ne čisto iz tega, ker sem tudi hišni kurator. Veliko se počutim rahlo preobremenjeno, kar se vsebinskega tela tiče, zato ker skoraj iz meseca v mesec delati nove vsebine, to ni enostavno. Ne?
Kar zalogaj. Ampak spletna stran bom pa še zmerno dela. Ne. A to bomo rezali ven. Res sem hotela, zdaj trenutno v petek je bila otvoritev razstave Nejca Trampuža. Kako je bilo? V bistvu najbolj, da povzamem kar eno kolegico umetnico, ki je rekla, da že dolgo ni slišala ujanja na razstavi, tako da bi rekel, da bo resnici zelo uspešno. No? Da bo zelo uspešno. Je kar precej specifična razstava, tako po mogoče dober. Katero delo je zdaj, nisem si pogledal? To se pravi, to je pravzaprav res naša prva letošnja konsprodukcija. To je Bye Bye World? Ne. To je bilo pred 2 leti. To je bilo pred 2 leti narejeno. Another Future Entirely. Okay. To se pravi, vsebina se dotika okoljske problematike. Zdaj pa sama metodologija se je posluževala pač nekih transdisciplinarnih pristopov, tudi tega, da smo govorili z znanstveniki iz področja okoljevarstva, s psihologi, ker smo resnici ugotovili, da je eno zelo pomembno vprašanje to, kako te vsebine komuniciramo z drugimi. Orodje, ki se ga je umetnik posluževal, pa umetna inteligenca. To se pravi OpenAI, GPT-3, kar se tekstualnih segmentov tiče, in Midjourney, kar se vizualnih. In klej mi je bil še zlasti en tak izziv, mogoče v tem oziru, kako iti res z umetnikom od začetka, od snovanja projekta, pa vse do konca, do realizacije. In verjetno, kad si lahko predstavljata, še zlasti pri takih projektih, ker več ljudi sodeluje, je ogromnega problem solvinga, ogromnih zapletov, usklajevanja, reševanja tega. Feedback, to je bilo tudi nekaj, kar sem jaz osebno kot umetnik dosti pogrešal, kako se tekom tega ustvarjalnega procesa, kako dobiti nek input od nekoga, ker pogosto ga ni. Ne? In bi rekel tako, seveda gre za mlajšega umetnika, to je po mojem tudi nekaj, kar je znotraj konsov manjkalo. Mislim, da ta feedback je nekaj, kar akademski umetniki oziroma ljudje, avtori, ki so bili ali na nekem do diplomcu ali nekakšnem magisteriju, veliko doživijo za čas študija, dosti manj pa potem. Ja. In klej sem jaz videl pravzaprav res nekaj, kar znotraj našega prostora manjka. Eno je v bistvu to, da si z nekom zdraven, ko snuje stvari. Bi rekel, zelo klasičen model znotraj našega prostora je v bistvu to, da nekdo nekaj naredi, tem ali prek razpisov, prek mailov ali pa prek poznanstev, kogarkoli že, to se nekako skurira oziroma pač pride do določenega kuratorja. Ta kurator ponovadi to vzame kot nek tak surov material, ga umesti na razstavo, je to skupinska, je solo razstava, kakorkoli že, o tem nekaj napiše, ampak ponovadi kurator, ker napiše nekaj na to temo po svoje, to se pravi, se mi zdi tudi zelo marsikaterim kuratorjem v bistvu interesu to, da neke svoje vsebine uspejo prilepiti na umetniško delo, ne? In v bistvu tak zelo odrezan pristop. Nekdo nekaj naredi, ki je to zaključil, če to gre nekako naprej v tem procesu, potem kurator, organizator, kdorko že, to pograbi in spet nekaj pove. Zelo malo se mi zdi, da v bistvu neke odgovornosti tekom tega procesa. To se pravi odgovornosti v smislu tega, da tudi tako, kot ustvarjalec, kot umetniški vodja, kot kurator, se mi zdi, da ne bi kar usedal od sebe. No? Ali pa se tako. Za marsikoga je pa v bistvu to vsem, pa se reče, to je ta povedal. Jaz pa mislim, da v bistvu za tem ozadji rabi tudi neka odgovornost ali pa neka vizija. To se pravi, nekim kriterijem je treba izpolniti. Ne? Ja, mislim, da tukaj je konc resno do to možnost tega spremljanja. In mogoče tudi v neki intermedijski oziroma raziskovalni umetnosti, ker zahteva že tako produkcijsko bolj zahtevne pogoje, ker ne gre za delo posameznika, ampak že kar skupine, je mogoče lažje in prinaša neko zadevo, nek dodatek, ki ga po mojem, kot si sam rekel, res v vizualni zelo težko prečakuješ. Sploh, ne vem, se slikar, za slikati ne rabiš nobenega zraven, ne, teoretično. Ampak praktično si pa jaz predstavljam, in to je tudi ta težava, ki jo vedno probam komunicirati tako raznim organizacijam znotraj našega prostora, kot tudi
raznim ministrstvom za kulturo ali pa ne vem, mestni občini Ljubljana in drugim, je v bistvu, da te procesi niso čist takšni. Jaz se to pravim, da manjka se dialog, ne, o temu. Ti procesi so bili takšni 30 let nazaj, ampak svet se je spremenil. In v bistvu je treba spremeniti te pogoje dela, da postanejo drugačni. Ker jaz, ko slikam, jaz bi imel koga zraven. Ne vsakič. Moj komentar ni bil, da si sam in da je to tako, ampak pravim, da teoretično ne rabiš. Ne? In se mi zdi, da to, kar ti praviš, je po mojem, pomanjkanje tega, ampak je pomanjkanje tudi samo dialoga o tem. Zagotovo manjka. Mislim, dialog je vedno začetek. Treba je izpostaviti probleme. Smo pa ustvarjali pač tako umetnike, kot v končni fazi tudi institucije ali pa neke druge udeležence, ki si tega dialoga v resnici ne želijo. Ker ta dialog predstavlja problem za stanje takšno, kot je zdaj. In nekaterim ljudem trenutno stanje odgovarja, ampak jaz mislim, da je to treba, da so spremembe v tem oziru vendarle potrebne. In da mogoče nek podoben mehanizem, kot se je zgodil na področju intermedije, je na mestu tudi, kar se tiče nekih likovnih, vizualnih produkcij. Jaz mislim, da je treba tako umetnike kot institucije pripraviti na čas, ki je pred nami. In ta čas je zelo drugačen od tega, kar je bilo. In se mi zdi, da po svoje sicer fajn, da se po svoje spodbuja privatne galerije, da se po svoje spodbuja mogoče kakšne kuratorje, neke ideje, kako oblikovati takšne drugačne razstave, tudi bienale in tako naprej. Ampak znotraj tega je po mojem treba razmisliti, da vstopamo v nek čas hitrih sprememb. Spremembe so vedno bile prisotne, ampak jaz mislim, da za naš čas so pred nami so v bistvu hitre spremembe. Tudi kar naenkrat marsikatera stvar, ki smo jo počeli, ki je bila nam nekako sveta, v smislu tega, ne vem, recimo, dosti časa je človek bil edini, ki je bil sposoben delati recimo določena nerutinska kognitivna opravila. Ker naenkrat se tudi tukaj spreminja te stvari. To se pravi, vstopamo v nek čas, ko bodo stvari bistveno drugačne in je vprašanje, kaj je tukaj vloga umetnosti ali pa kaj je vloga vizualne umetnosti. To se pravi, kaj je to, kar mi delamo. In mislim, da če hočemo ustvariti umetnost, ko ustvarja neke pomene ali pa neke pomene, ki so lahko deležni pač javnega ali pa širšega javnega diskurza, je treba stvari korenito spremeniti. Mi radimo v bistvu nove sisteme, nove mehanizme, nov način mišljenja, kaj je to umetnost, kaj je to vizualna umetnost. Mi zdi tako zanimiv zaključek, da te pusti razmišljati. Hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost in seveda najinemu gostu. Hvala, Adrijan, za družbo in klepet. Ostale podcaste najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa ponavadi deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago je z nami prijazno delil Aleksij Kobal. Naslov skladbe se glasi Rekviem za Triglavske kiklope, ki se nanaša na njegov slikarski triptih. Mimogrede, zdaj je v obliki odvoda razstavljen na ploščadi na Ajdovščini v tisti Cerada Kocki. V živo pa si lahko njegove slike pogledate tudi na samostojni razstavi v galeriji Y. Ta petek 27. Bo otvoritev. Se vidimo torej na kakšni otvoritvi. Jaz bi mogoče še povabila 3. februar v Novo Gorico v Mestno galerijo na razstavo Observatorij Suzane Brborović, kjer sem jaz prispevala besedilo za katalog, tako da vljudno vabljeni. To je to. Morebitne pripombe, nasvete, graje in pritožbe in samo povabitve med goste sprejemava. Glede ostalega pa se slišimo kmalu. Meni se zdi, da bi bila še ena ura. Čez pol leta je Adrijan Praznik part 2.